Prvi korak k uspešni zaposlitvi kandidata z okvaro vida je prav gotovo dostopnost delovnega mesta z javnim prevozom. Kljub možnosti osebne asistence je pomembno, da so ljudje z okvaro vida čim bolj neodvisni, saj jim prav neodvisnost omogoča osebno svobodo. Posnetek prikazuje prihod na delo s psom vodnikom. V primeru, ki ga gledate, gre učiteljica na delo peš. S psom prečka ozvočeno križišče, hodi po pločniku in v šolskem dvorišču jo pes po talnem taktilnem vodilnem sistemu vodi do glavnega vhoda. Po šolski avli se napotita do stopnic do prvega nadstropja. Tam pes zavije na hodnik in pokaže vrata učilnice. Pa so res prava? Seveda so. Učiteljica vstopi, prižge luč in začne pripravljati delovno mesto, saj opremo, kot sta prenosni računalnik in brajeva vrstica, prinese seboj v nahrbtniku. Ker je treba pripraviti učilnico in po končanem tečaju preveriti, ali je ta v prvotnem stanju, mora učiteljica učilnico dobro poznati. Zato si jo je pred pričetkom prvega tečaja natančno ogledala s pomočjo opisov nekoga, ki vidi. Za učenje poti do delovnega mesta in spoznavanje prostorov, kjer delo poteka, je zato trening orientacije in mobilnosti zelo pomemben in mora kandidat imeti možnost tovrstnega usposabljanja. Možnost treninga orientacije in mobilnosti, oprema delovnega mesta in kandidatova usposobljenost za njeno uporabo, pozitivna delovna klima in premagovanje predsodkov strani zaposlenih so ključ za uspešno zaposlitev ljudi z okvaro vida.